Lep pozdrav vsem. Nekaj cajta mogoče smo že razmišljali o tej tiskovni konferenci, nabrali se že veliko materijala, ampak kar so se stvari, ki so se dogajale sproti, je bilo tudi sproti dosti medijev in smo ocenili, da je vse, kar se je dogajalo od protestnega shoda naprej, bilo tudi medijsko dobro pokrit. Pač nismo neke tiskovne konference naredili, v tem trenutku se nam pa zdi, da se je pa stvar pripeljala tudi daleč, da bi bilo pa pravilno, da naredimo da potegnemo črto in da približno seštejemo in ugotovimo, kaj se je dogodil oziroma se ni dogodil od protestnega shoda naprej, dosti imamo, in od vseh sestankov, ki smo imeli z premijerom vlade, z ministrstvom za okolje in prostor, z agencijo, z ministrom Žadničem. Tako da danes bi imeli v bistvu 3 točke na dnevnem redu te tiskovne konference, in sicer te občasne meritve oziroma same meritve in pa veliko manipulacije z njimi. Druga točka je ignoranca ministra Žadniča, glede na to, da mu že več kot mesec postavljamo vprašanja in določene trditve zahtevamo odgovore, pa jih ne dobimo. In po tretjo točko bomo naredili nek rezime o vseh obljub, ki smo jih dobili na tem protestnem shodu oziroma po protestnem shodu na teh sestankih na Ministrstvu za okolje in prostor z ministrom Žadničem in z premijerjem Pahorjem, in kaj od tega je ratalo, kaj pa ni. Kot veste, se zdaj je v pripravi ta slovensko-francoski gospodarski sporazum. Menda ne gre Pahor v ponedeljek v Francijo, ampak pride Sarkozy pa svojo ženo ali pa brez v Slovenijo in se bo delalo na tem sporazumu, na podpisu tega sporazuma. Zasavčani smo se odločili, da bomo v ponedeljek v bistvu obeležili, v Ljubljani bomo obeležili podpis tega sporazuma pač na svoj način. Pač na svoj način bomo hoteli poudariti, kaj takšni sporazumi po našem videnju prinašajo in zakaj niso v redu. Kakorkoli, zadeva se bo odvijala, danes smo jo prijavljamo, pa je že prijavljena zadeva kot neki javni shod, čeprav ne gre za protestni shod, gre čisto za neko bolj javno prireditev, ki se bo odvila pred francosko ambasado in sicer sprav z tem, bom rekel, s tem nekim oznakom, ki so obeležitve, zasavske obeležitve podpisa gospodarskega sporazuma med Slovenijo in Francijo. To bo med 16. in 17. uro pred francosko ambasado. Pač tu smo si rekli, da bomo to informacijo podali na tej tiskovni konferenci, ampak vse, kot pravim, kar ni znotraj te izjave za javnosti podanost, mi pač zdaj na začetku podal. Zdaj bi pa šli konkretno na ta vsebinski del, ki smo si ga pa že prej zamislili, ker namreč ta ideja glede te obeležitve je nastala včeraj, ko smo imeli sestanek neko kroga. Že prej pa je nastala ideja, seveda, da je absolutno potrebno že organizirati tiskovno konferenco. Najmanj potem, ko se je izkristaliziralo, da je država, ne vem, po 2 letih, na primer za leto 2009, spremenila uradno že objavljene podatke za najhujše onesnaževalce v Sloveniji. In mi smo seveda šli preverjati podatke za Lafarge cement in smo ugotovili, da so tudi 2 do 3 krat manjši sedaj ti podatki, se pravi 2 do 3 krat ugodnejši za Lafarge cement, ker smo šli zadeve pač preverjati, glede na naše podatke, ki jih imamo, glede na poročila, ki smo jih dobili od državnih ustanov, predvsem od ARSA in pa Ministrstva za okolje in prostor sploh. In mi smo ugotovili, da tudi zdajšnja objava, tudi zdajšnji, rekel, izračun na podlagi podatkov, ki jih imamo, na podlagi poročil, ki jih imamo, naš izračun poda drugačne vrednosti izpustov snovi v zrak na letni osnovi, kot je pa to objavil ARSO.
zdaj v tej tretji objavi. Mi nismo profesionalni strokovnjaki na tem področju, tega se zavedamo. Zato bomo danes pozvali, danes pozivamo tudi v pisni obliki Agencijo Republike Slovenije za okolje, da nam poda izračune z vsemi potrebnimi obrazložitvami, kako je do teh podatkov, ki so pa danes objavljeni, prišlo, na podlagi česa so ti podatki zajeti. Točni izračuni, da bomo vedeli, evo, da je nesporno, da bo vsak lahko razumel, kako so ti podatki nastali. Hočemo tudi izračune podatkov za drugo objavo, kajti le tako bomo lahko v bistvu preverjali, kateri izračuni so objektivnejši, pravilnejši, kateri podatki so v bistvu verodostojnejši. Ker zaenkrat niti ARSO, niti Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, ki je te izračune menda počel, noben še eksaktno ni povedal, kaj konkretno za posamezno onesnažilo je bilo narobe, kateri podatek narobe je bil vzet, ali se je množilo namesto seštevalo, v katere napačne operacije so bile uporabljene, karkoli, mislim, nič konkretnega nismo zvedeli, dobivamo samo neke pavšalne odgovore, kateri pač moramo, bom rekel, na način verjeti. Ampak ker vemo, da tukaj gre za hud problem onesnaževanja in na veliko laži smo že naleteli, dokazljivih laži, tukaj, bom rekel, tako kar na eno pavšalno besedo tudi ne moramo staviti, ne moramo verjeti, zato bi radi imeli prav eksaktne izračune za zadnje dve objavi podatkov, za drugo in tretjo objavo, pa bom, da vidimo, kaj pokažejo in kateri podatki so verodostojnejši. Na splošno, glede teh vrednosti, ki jih Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja vsako leto, pač za preteklo leto za nazaj, kakšno je bilo onesnaževanje za najhujše onesnaževalce, da je v bistvu pregled preteklih poročil pokazal, da se v bistvu s temi podatki manipulira. To je prav dokazljivo in sicer v korist onesnaževalca in v škodo v bistvu okolja oziroma javnosti, ki je nepravilno pač obveščena. In zaradi tega tudi, bom rekel, se ne postavi zoper na primer onesnaževanju. Pa bom dal za primer leto 2005, gre res za, bom rekel, zdaj že 6 let star podatek, ampak gre za to, da so se takrat meritve delale enkrat na leto, občasne meritve, leta 2005 so se pa naredile 2-krat na leto. So se naredile meritve emisij, občasne meritve emisij, trajnih meritev takrat ni bilo, čeprav bi zakonom morali biti, ampak Lafarge Cement je bil tukaj, pač inšpekcija in ostali organi so mu gledali skozi prste. Bile so naredile občasne meritve in sicer, mislim, da maja in septembra. Majske meritve leta 2005, pa še to je povedal, da to leto je pomembno zaradi tega, ker je bil tisto leto narejen sanacijski program za Lafarge Cement, se pravi, ugotavljali so, katere emisije so problematične v Lafarge Cementu in kaj se je bilo potrebno sanirati. In so naredili prve meritve in so na primer pri prahu ugotovili 31 ton prahu na letni osnovi emitira Lafarge Cement skozi dimnik. Potem so pa septembra emisije, mislim, meritve emisij, občasne meritve emisij, pravi izpustov snovi v zrak, ponovili in za prah ugotovili, da je teh izpustov samo še na letni osnovi 4,8 tone prahu. Mislim, sami se lahko začunate, kakva je razlika med 31 tonami ali pa 4,8 ton. Pa obakrat gre za občasne meritve, ki jih dela pooblaščena ustanova, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, ki jih dela v nekih standardnih pogojih in dobi enkrat 31 ton, drugi pa 4,8 tone. In potem ARSO na podlagi teh 4,8 tone doda še, ne vem, bom rekel, prah, ki izvira iz nekih drugih virov, ne samo iz peči pa iz dimnika, ampak na primer drobilec kamenja in podobno, doda še to razliko zraven, mislite, dodatne emisije in objavi, da je Lafarge Cement letno emitiral 6,8 ton prahu. Jaz mislim, da vsakemu zdravo razumskemu človeku ne more biti jasno, zakaj one prve meritve, ki so tako enako verodostojne kot ta druge meritve, s tem, da so prve pokazale 31 ton, so zanemarjene, kot da jih nikdar ni bilo in se vzame za verodostojne samo tiste, ki so strahovito ugodne za onesnaževalca in se te podatke objavi kot uradne,
verodostojne, edine pravilne. Ne? In na podlagi takšne manipulacije je bil sprejet strokovni konsens, da so v Lafarge cementu problematične le emisije SO2. To je veljalo, to prav je zapisano in to je veljalo in s tem so nas leta in leta zavajali. Zdaj, ko smo pa mi dobili, to bi rače podaril, za leto 2005 smo dobili podatke šele pred kratkim, mislim, ta poročila, meritev. 5 let so jih skrivali, več kot 5 let, skoraj 6 let so jih skrivali. Ta poročila ni hotel dati niti Arso, niti MOP, Lafarge cement, tak nikdar nič ni dal. Ne? Vsi so skrivali te podatke, zdaj smo po 6 letih končno dobili podatke za leto 2005 in ugotovimo, da so bile dvoje meritve, ene so pokazale slabo sliko Lafargea, glede prahu, na primer, za katerega smo skozi videli, da je problematičen tudi. Drugi so pokazale odlično sliko in država, Lafarge in država so vzeli kot verodostojne samo druge meritve. Faktor je pa, ne vem, faktor 7, ne vem, nekaj takega, ne? Za 7-krat manjše emisije je pokazalo in to je za njih potem verodostojno in vredno in s tem so pol prepričali javnost, da so problematične samo emisije SO2, spaživkovega dioksida, ker je pač te emisije najlažje, pa najceneje tudi, bom rekel, rešiti. Ne? In so pol naredili na podlagi tega tudi zgolj odžvepljevalno napravo takrat. Ne? Kaj je ugodnejše za Lafarge, to bomo vzeli kot verodostojno in to bomo objavili v bistvu na spletnih straneh kot uradni podatki. Tako funkcionira, bom rekel, naveza Lafarge cement, Agencija Republike Slovenije za okolje. Glede ministra, okoljskega ministra Roka Žarniča, ki v bistvu je v zadnjem mesecu dni, pa v zadnjem dobrem mesecu dni pokazal dost veliko ignoranco do našega problema. Ni edini, to bi rad poudaril, ne bomo zdaj njega pribijali na križ kot edinega, je pa definitivno pokazal ta ignorantski odnos, kajti 24. januarja, to imamo povratnico, je od nas dobil dopis, to je priloga 1 in jo boste dobili po elektronski obliki, dopis s 4 točkami. In sicer glede zavajanj okrog emisij prahu, ker je pač on zavedel javnost takrat, glede IGM-a, če se spomnite pač ta primer. Podrobno se boste lahko prebrali v tej prilogi. Potem druga točka, skupni organski ogljik in brev dokumenti, da se ne glede tega tudi izjasni. Potem tretja točka, problem občasnega in zahteva za trajni emisijski monitoring. To je zaradi tega, ker smo ugotovili, da občasni preslabo pove, kaj se v bistvu dogaja v tovarni, da bi morali nekatera nevarna onesnažila, na primer benzen in podobne, tudi trajno meriti in naj se do tega minister opredeli. Četrta točka so bili pa podatki oziroma dokumenti, ki nam jih je obljubil na sestanku pa njem in bi jih naj dobili do konca leta. Veste, da smo jih potem oktobra, letos, v letošnjem letu, ko je prišel Trbole januarja, je na report prišel v Koverta prinesti določene podatke, pa smo ugotovili, da ti podatki seveda niso to, za katere smo zaproski. Tako da, izmed 4 zahtev do njegovih opredelitev v bistvu ali pa do njegovih reakcij smo, bom rekel, je poskušal nekaj narediti le na 4. točki, se pravi glede teh podatkov, kateri smo zahtevali, no, in še te 4. točke po na koncu ni mogel, da moramo reči, da ni hotel, hotel zgleda je, ni pa bil uspešen pri tem, ni mogel v bistvu te 4. točke izpolniti. Prve 3 pa on v bistvu zavestno ignorira in to mu vsekakor ne štejemo v plus.